Ekonomska šola Murska Sobota je zavod, v okviru katerega delujeta dve šoli. Srednja šola in gimnazija, ki izobražuje za programe strokovne gimnazije, potem ekonomskega tehnika, logističnega tehnika, administratorja in trgovca, in pa višja strokovna šola za dvema programoma ekonomist in informatik. Naša šola je nova šola, v te nove prostore smo se preselili leta 2008. Še isto leto smo potem dobili tudi priznanje najbolj urejene srednje šole v Sloveniji. To nagrado nam je podelila Turistična zveza Slovenije. Prav tako po arhitekturni rešitvi spada šola med 10 najboljših na svetu na področju šolstva, kar nam je seveda veliko veselje. To priznanje nam je pa podelila Evropska komisija. Na šoli potekajo številne aktivnosti, poleg pouka so tukaj še projekti, v katere se vključujejo dijaki, potem razni tečaji tujih jezikov, španščine, francoščine, italijanščine, ki jih lahko izbirajo po lastni izbiri, po interesih. Potem sodelujemo tudi z partnerskimi šolami v tujini, zelo dobro sodelovanje je vzpostavljeno z Trgovsko akademijo v Celovcu, s katero sodelujemo na področju učnih podjetij. Tukaj v letošnjem šolskem letu načrtujemo tudi mednarodne izmenjave, torej njihovi dijaki pridejo k nam, naši grejo k njim na tedenske izmenjave. Projekt, na katerega smo ponosni v preteklem šolskem letu, je projekt raziskovalna naloga na področju turizma, s katerimi so se naši dijaki zelo izkazali pod budnim očesom mentorjev. S tem projektom Več znanja za več turizma sodelujemo tudi z Mestno občino Murska Sobota v okviru Evropske prestolnice kulture z predstavitvami. Bili smo v Mariboru, v Velenju, kjer smo imeli svojo stojnico, in to je tudi priložnost za dijake, da promovirajo ne samo našo šolo, ampak predstavljajo tudi mestno občino kot tako v okviru tega projekta. V šolskem letu, ki je pred nami, smo si zadali en zelo ambiciozen projekt, in sicer z zunanjim sodelavcem snemamo svoj lastni musical. Tukaj sodeluje tudi zelo znani pesnik pomurski Feri Lainšček, na katerega besedilo smo napisali tudi glasbo. Vsako leto v decembru pripravimo tudi dobrodelno prireditev. Lansko letni december so na naši šoli nas obiskali slovenski estradniki, ki so, moram jih seveda pohvaliti, brezplačno sodelovali na tem koncertu. Izkupiček je bil potem namenjen pomoči potrebnim. Tako da s temi aktivnostmi, ki potekajo na naši šoli, nekako dopolnjujemo ta obvezni pouk in dejansko pri dijakih razvijamo tiste interese oziroma jim omogočamo, da se udeležujejo tudi pri tistih vsebinah, ki jih veselijo.